lugar, y otros sutiles que hasta el alma llegar. Por los caminos de Dios yo me busqué, tierra compré, red material, también el sueño, lo espiritual, y pregunté y me perdí, me encontré. Asuntos son del existir, algunos dicen que es el vivir. Porque hay caminos y lo mío es pasar, buscándome, perdiéndome, creyéndome encontrar redes bajo el sol, cauces del río que es vivir, nave el descontrol, proseguir. Caminos son los años por vivir, pasado ya, presente y porvenir, lineales sí y a veces circular. La ruta gira y desorienta en su girar. Amores hay, caminos son, senderos son, destinación. ¿A dónde ir? ¿Por qué seguir? ¿Cuál es la meta? Siempre es la cuestión. ¿A dónde ir? ¿Por qué seguir? ¿Cuál es la meta? Será la cuestión. ¿Cuál es la meta? Será la cuestión. We are so thankful to be able to sing in this exhibition in such prestigious place. We come from Bolivia. My husband is the poet who writes the poems. Lucho, who is 80's husband, composes the melodies, and I sing. We are not professionals, but we try to do our best. I hope you enjoy it, and thank you for coming. The first song was named Caminos in Spanish, roads in English. It's about the different ways we take in life. Now we will sing Cara Cruz, a valse written as a homage to Santa Cruz, the city where we come from. De mis amores, las casillas girando, tus anillos rubores y la suerte esperando.
Lepo pozdravljeni v galeriji Družina. Poletje zaključujemo s temperamentno razstavo slik Ejti Štih. Tematika je zelo aktualna. Ravno sedaj se žal tudi v Sloveniji odstira zgodba o zlorabah deklet in žensk. Večer sta nas popeljala, kot sta se tudi predstavljala, gotovo ni potreben prevod, arhitekta in virtuoza iz Bolivije, María Elena Buso ter Lucho Fernández de Córdoba, mož naše nocojšnje umetnice. Pa ker smo ravno galerija Družina, je prav, da ostanejo stvari čim bolj v družini, a ne? Dovolite, da za uvod na kratko predstavim Ejti Štih. Ejti Marija Štih, kot lahko vidimo, slika in ustvarja velikopotezno. Je poročena in mama dveh, sedaj že odraslih otrok. Rojena je novembra leta 1957 v Kranju v umetniški družini. Mama Melita Vovk je bila slikarka, oče Bojan Štih pa književnik. Otroštvo je preživela na Bledu. Slikarstvo je študirala na ljubljanski likovni akademiji. Specialistični študij pa je opravila pod mentorstvom Krsta Hegedušiča v Zagrebu. Leta 1981 je kot scenografinja predstave Hlapci v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega prejela Borštnikovo nagrado za likovno podobo. Je seveda tudi prejemnica številnih mednarodnih nagrad, pa jih ne bomo sedaj vseh naštevali, verjamem, da jih večino tudi poznate. Od leta 1982, ko je po poroki z arhitektom Lučom Fernándezem de Córdobo prejela bolivijsko državljanstvo, je večino časa živi in dela v Boliviji, v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je v opuščeni policijski postaji ustvarila likovno galerijo. Ustvarja na področju slikarstva, kiparstva, keramike, grafike in gledališča. Pripravila je že več kot 70 samostojnih razstav v Sloveniji, Boliviji, Italiji, Franciji, Španiji, ZDA in še bi lahko naštevali. Njena dela so družbeno angažirana in gledalce nagovarjajo z jasnim sporočilom in izrazitimi podobami. V svojih delih odslikava problematiko navadnih ljudi, pa politikov, loteva se globalnih tem revščine, migracij, socialnih stisk. Veliko je ustvarila tudi za cerkvene ustanove v Boliviji. Ne vem, najbolj impozanten od vseh je gotovo križev pot za tamkajšnjo katedralo. Mogoče bo potem povedala kakšno zanimivost o tem, predvsem kako se ta križev pot prestavil iz ateljeja v to katedralo. V galeriji Družina razstavlja izbor slik z naslovom Ženske, ki so iz cikla Oro e herojo, zlato in rdeče. Ejti, če smem zastaviti vprašanje, slike so zapis stisk v Boliviji, vendar stiska je stiska ne glede na državo. Kaj želiš z njimi sporočiti nam tukaj v Sloveniji? Ki zelo radi jamramo tako. No, najprej najlepša hvala vsem, da ste prišli. Zame je velika čast, da je ta razstava pravzaprav v tej galeriji, kar do zadnjega trenutka, do zdajle, jaz nisem verjel, da bodo te slike res v tej galeriji, ki je pravzaprav katoliška galerija. Jaz probam svojim slikarstvom stiske, stigme, sramote in vse to, kar morajo ženske prenašati, tako v Boliviji, v Latinski Ameriki, kakor tudi v tej naši slovenski deželi. Tako da pravzaprav moramo se zavedati, da tiste pravice, ki so bile na nek način že pridobljene z zakonom, potem se lahko spet zgubijo, kar se je zgodilo recimo v Ameriki, kar se je zgodilo tudi na Poljskem. Tako da pravzaprav moje slike niso nek manifest, jaz ne pišem zakonov, jaz nisem za, jaz nisem proti. Jaz samo pravim, da stiske so hude in velike in težke za vse ženske po vsem svetu. Seveda so v Boliviji socialne razmere veliko drugačne, kot so pa tukaj v Sloveniji. Tam so ogromne socialne razlike, ki jih tukaj mislim, da ni, ampak te življenjske, eksistencialne stiske so pa v bistvu zmeraj podobne. Ljudje smo tako vsi podobni si, ne bomo doma iz kjergakoli konca sveta te naše kugle, okrogle, vsi bi bili radi ljubljeni in vsi se bojimo smrti, tako da smo si v bistvu grozno podobni. No? In jaz pač te stvari slikam, brez da bi oznanjal neke vrste večno resnico, ker večnih resnic tako ni. No?
No, portreti pa odražajo nekaj drugega. Tukaj je samo seveda izbor teh ženskih portretov, ti pa ne odražajo stisk, ampak najprej nekaj drugega, ne? Ja, pravzaprav te slike, ki jih tukaj lahko vidite v tej galeriji, so neka kombinacija pravzaprav dveh mojih razstav. Ena je bila ta rdeča in zlato, ker je bila tema pač splav, ne? In drugi je bil pa inspiracija pri tem Me Too, ki je bilo pa dobro, vsi veste, žensko gibanje, ki je doseglo tudi velike rezultate in tudi veliko pravic novih je bilo pridobljenih. Ampak ženske same pravzaprav se moramo tudi zmeraj vprašati, da smo lahko poštene do same sebe. Recimo, če je Madonna pela Like a Virgin in potem je 100.000 žensk in moških pel ta idiotski, kretenski tekst, ne, to pomeni, da se moramo res vprašati, kaj mi same o sebi mislimo in koliko imamo pravzaprav tega dostojanstva in koliko se svojih lastnih pravic zavedamo. Vse te ko se to influencerji, kaj se to reče po slovenski, vplivne, recimo, ne vem, to 5 milijonov ljudi gleda, kako neka ženska je na plaži in se ima dobro na Karibih, mislim, kaj pa to mene briga. To so te stvari, ki pravzaprav bi se mogle me ženske same vprašati, zakaj temu sledimo, zakaj je Kim Kardashian najlepša ženska na svetu, zakaj ni kakšna druga mogoče, ali pa zakaj sploh rabimo najlepšo žensko na svetu. No in ta slika, ki je tamle za vami visi, ne, tale gol moški in te babe, ki ga gledajo, to je pravzaprav okrog obrnjena Miss Mundo, ne. Mislim, Miss Mundo more biti, ne vem, če to še zmeri drži 90, 60, 90, more toliko vagati, more biti samska, ne sme biti mati, je to vse prepovedan. Tako da ta slika prepoveduje, kako bi bilo, če bi bilo to drugače obrnjeno. A bi me ženske, tudi moške, z istimi merili merile, kakor pa oni nas merijo. Tako da mislim, da ta poštenost do samega sebe je v bistvu važna, da bomo naprej prišli, no, v nekih zakonih in tudi odnosih med nami. No. Za tabo je intenzivno poletje v Sloveniji, od razstav likovne kolonije, pravkar je izšla knjiga, ki jo držim tukaj v roki, Kokošji rod, ki si jo ilustrirala, lahko malo pokomentiraš to obdobje. Ja. Ja, jaz sem zelo zadovoljen, da je bilo tako, da je bilo toliko razstav. V bistvu jih je bilo še eno, ko bo zdaj v Kosoveljah, v tej vasi, jih bo pravzaprav 8 od maja naprej. To je krasno, zato ker ogromno ljudi je te razstave videlo, ampak pravzaprav je pa vmes tudi veliko enega fizičnega napora, ki se ga pa tukaj ne vidi, ne. Te slike je treba vse pod okvirjev dol dati, zrolati, zapokati, od Ministrstva za kulturo v Boliviji dobiti dovoljenje, boriti se s carino, boriti se s transportom, boriti se s slovensko carino, spet vse napet nazaj na platna, to voziti sem in tja, ko mačka mlade, tako da to je to, kar se za tem glamurjem otvoritev dogaja. Ampak jaz slikam zato, da ljudje lahko vidijo, kar jaz delam. Ne da slikam zato, da boste to vi videli in to sodili, ampak komunikacija med nami in komunikacija med ljudmi, mi smo pač take sorte živali, da moramo komunicirati, je tudi bistvo umetnosti. Tako da, če se to ne zgodi, če te komunikacije ni, potem jaz slikam zastonj, slikam za ničemer, za nikogar. To se pravi, da vsi te kombi in vse to zavijanje in odvijanje pravzaprav ima smisel, zato ker potem slike pridejo do publike. No. Kakšno podobo Slovenije, Evrope pa boš odnesla s seboj, sedaj v Bolivijo? Imaš neke nove zgodbe mogoče za nas? Ja, to je treba mojega Lučeta vprašati, kakšna se mu Slovenija zdi, ker on pravi, da tle je prekrasno. Mogoče Slovenci malo preveč jamrajo, ampak Slovenija je prečudovita dežela, zelena, polna prijaznih ljudi, zanimivosti, posebnosti, tako da to se mi zdi, da ni moment, da bi karkoli proti Sloveniji rekel. Upam, da bom nam ratali, da bomo lahko zmeraj toliko mesecev pač na leto preživeli. Otroci so zdaj že veliki, ni treba več v šolah voziti, tako da jaz upam, da bo Slovenija spet postala moja prva domovina, da tako rečem. No.
hvala. Ja, Manici hvala, da se je upala to razstavo v družino pripeljati. Mogoče bi pa vseeno za konec, da ne ostanemo samo pri teh težkih temah, povedala to anekdoto prevoza križevega pota teh velikih formatov. Ja, no, to je pa, se mogoče eni ste jo že slišali. V glavnem, jaz sem to je Riberalta, to je na severu Bolivije, sem namalal 14 postaj križevega pota. Velike, zelo velike slike so bile, dosti večje od kjerekoli tukaj. No in potem seveda to katedralo to je bila ena stara cerkev, ki so jo potem predelali v katedralo in naj bo otvoritev in slike so bile še zmeraj v Santa Cruzu, to je pa, ne vem, mogoče 1000 kilometrov daleč. In je bilo treba te slike tja prepeljati. Z barko ni šlo, ker to so polne banan in se lahko pokvarijo slike, tako da to ni šlo. Da bi jih zrolali, pa tako kot so bile tale slovenska varianta, zdaj tudi ni šlo, zato tam tja letijo samo te manjši avioni in te ogromna rola bi pol mogla biti med potniki na sred na hodniku, tako da to tudi ni šlo. In potem je ta župnik, v bistvu on je bil škof, no, je pa prosil Amerikance, ki so imeli v tistih časih to, kar se reče Drug Enforcement Agency, ker je ta agencija, ki se bori proti kokainski produkciji in pač za te kmetje ta kokain producirajo in to. In potem so amerikanska vojska v bistvu so posodili njihov ogromni avion Hercules. To je tak avion, ki se zad odpre, ne. Jaz sem imel en mobitel od nekega bolivijskega polkovnika, ki mi je pol telefoniral in rekel, prihaja avion, ne, in potem jaz z vsemi slikami zavitimi v plastiko in karton smo šli na letališče, Herkules se je odprl, slike so šle noter in to so pol pravočasno prišle do te Riberalte, ker je pol, no, še zmeraj danes visijo in sem dobro naredil, moram povedati. Hvala. Z nami nocoj je tudi prav poseben gost, mislim, da je presenečenje za gospo Ejti, to je njen nekdanji profesor, ki bi rad prebral 3 pesmice. Izvolite, gospod Albert. Ejti, dobrodošla, dobrodošla tukaj in sedaj, med nami, z nami, v osrčju doma blejskega, vedno čuječa, za pravično, iskreno, pošteno, iz ljubezni za ljubezen naravi in človeku v njej. Naj ti čopič in barvitost barv objamejo dušo in srce, danes za jutri, v prihodnost, ki se je začela. Ejti, slike tvoje so se napotile tja do mojega srca. Vrata so bila zaprta, izza njih postava človeka. Vstopi človek, poglej si preteklost, ranjena počiva, da nekdo izzel prinese. Slike tvoje, Ejti, raztapljajo bolečine, da zalesketajo se luči prihodnosti, brez gorja, brez sovraštva, brez mržnje, brez prezira, brez vsega, kar človeka niči. Ejti, človek, kam Prešerno makaš jo? Bi srečal Čopiča, da zopet malo boš. Navzgor in navzdol, ker te duša vznemirja. Daj podvizaj se, da ne bo pozno, potlej tekal boš sem ter tja, zgrabit barve prave, po meri človečanskega. Barve ne desno, ne levo, one so na vse strani razprte, razsvetljujejo ljudi, tukaj ste, obarvajte življenje, po meri narave in človeka v njej. Hvala. Pa vabim naša virtuoza še za eno skladbo. Our last song is named Achachari. This is the song about the delicious fruit, the
we have in Santa Cruz. It is really, really very nice, between sweet and acid. Really delicious. Achachayu. Achachayu que ha nacido para endulzar mi boca. El buen sabor lo he sentido, después lo amargo me toca. Vos al besarme cruceña, me diste tu achachayu y me dejaste una seña como el brujo de no es fruto de Motacu, es ácido suave y leve, casi como el guapurú, que al sentirlo te conmueve. Ha sido el gusto y dulzura, mejor que el Marayó. Mi corazón se apresura al probar tu achachayu. Rojos como el urucú, tus labios cuando me besan con magia de achachayu. Son besos que me atraviesan, tu sabor de achachayu. Cuanto más me das, más quiero, de dulce pulpa el menú. Me das más y más espero. No es prohibido ni es tabú, se acercamiento de etiqueta, cosa de la achachayu, el demonio y el profeta, sabor que es espiritual, como dijo algún gurú, es una quintesencia, tu boca de achachayu. Tus besos son mi adicción, achachayu es mi delirio. Bésame y no habrá martirio, que fiesta mi corazón. Hvala lepa. Razstavo bomo odprli s predstavitvijo, ki jo je napisal pater dr. Edvard Kovač, ki ga danes žal ni z nami. Brala jo bo umetnostna zgodovinarka Ana Čadež, naša sodelavka, ki je skupaj z Ejti tudi postavila to razstavo. Ana, izvoli. Pater Edvard Kovač je zapisal takole. Razkritje bolečin bolivijskih deklet in žena. Slovenska slikarka Ejti Štih je sicer izšla iz šole zagrebškega profesorja Hege Dušiča, vendar se nam tokrat predstavi kot izrazita bolivijska slikarka. To pomeni, da se je na svoji ustvarjalni poti potopila v kulturni svet latinoameriškega bivanja, ki nam prinaša trpljenje in upe, stisko in hrepenenje tamkajšnjih deklic in žensk. Na tokratni razstavi najprej preseneča ubranost vseh platen v rdeči barvi. Na eni strani rdeča barva ponazarja ognjene zublje, se pravi ogenj trpljenja in izničenja, v katerega so vržena že otroška telesa deklic. V nas nehote ustajajo prizori trpečih deklic v Mehiki, o katerih tako slikovito piše pisateljica Jennifer Clement v svoji knjigi Molitve za ugrabljene. Toda skozi ta peklenski ogenj vendar zasije tudi nežna rdeča barva, kakor da bi se v plamenih pojavila nova svetloba, sil ljubezni in novega upanja. Lahko bi rekli, da se slikarka približuje magičnemu realizmu. Srhljivi prizori in arhetipske mitične podobe se spremenijo v nekaj običajnega. Hkrati pa se umetnica ne odreka simbolni vlogi svojih podob.
Takšna je na primer upodobitev Adama in Eve v raju, kjer Adam pomenljivo podarja Evi jabolko, prav obratno kot pravi svetopisemska pripoved. Umetnica hoče povedati, da je v tej zgodbi glavni krivec Adam in ne Eva. On bi moral namreč zaščititi Evo pred skušnjavcem in jo varovati pred zlom, ne pa da potrjuje njeno ravnanje. Spomnimo se, da tudi apostol Pavel ne govori o Evinem grehu, ampak o Adamovem. Slike žensk in deklic kažejo na žensko nebogljenost, njihovo krhkost in ranjenost. Zato impresivna platna v nas prebujajo neizmerno sočutje. Podobe koprnijo in kličejo k rešitvi, rotijo, naj se gorje deklet vendarle že konča. Tako tudi portret muslimanke v burki zakriva vso ženskost, toda njena ženskost kljub temu sije iz naslikanih oči. Ženska bo kljub številnim oviram tudi v družbi ostala v polnosti človek, ostala bo sijoča. Njena milina in dobrota bosta stalno prihajali na dan. Ženske oči vedno izvabljajo spoštovanje. Slikarka Eti Štih po eni strani ponavlja prizore nemočnega, golega in potlačenega dekleta, po drugi strani pa slika družbo, ki hoče iz deklet narediti uporabno blago zabave, grotesknega smeha in predmetne zanimivosti. Zato je na razstavi kar nekaj prizorov, v katerih družba gleda na stisko žensk kot na zanimiv pojav, jo opazujejo, razpredajo in razpravljajo, ki razboleli ženski pa se nič ne skloni. Mati Tereza je odsotna. Vendar pa moramo omeniti, da je Eti Štih kritična tudi do žensk, ki imajo v rokah vzvode moči. Tako uprizori ubogega golega fanta, iz katerega se okoliške ženske neprizanesljivo ocenjujejo kot objekt. Bolečine in ponižanja je lahko deležen katerikoli spol in sama ženskost še ni zagotovilo usmiljenja in odpuščanja. Kot vsaka umetnost so tudi slike naše slikarke večplastne in večpomenske. Morda je najbolj zagonetna slika, ki ponazarja alegorijo pravice z zavezanimi očmi. Ta prihaja iz rumene svetlobe razsvetljenskega uma in prerazuje popkovino novorojenega, ki ga pa že obdaja rdečilo vulkanskih oblakov. Bi to pomenilo, da obstaja zakonodaja, ki v imenu pravičnosti uzakonja splav, ali pa želi umetnica povedati, da se je potrebno prav v imenu pravice odreči posesivnosti nad otrokom in mu dovoliti, da se samostojno požene v središče razburkanega življenja, sicer življenja ne bo več v njem, a razstavi manjka upodobitev vsaj ene srečne matere, toda upanje ni odsotno. Simbol prihodnosti predstavlja pogled otroka z angelskimi perutmi, ki se nam javlja na obzorju zlate barve večnosti in ki nagajivo ter pazljivo zre na našo romarsko culo, na nas, ki se še spotikamo na poti življenja. Vsekakor so slike Eti Štihove pretresljive in nas ne morejo pustiti neprizadete. Kot je sama umetnica o priliki povedala, si želi, da bi si gledalec ob opazovanju in zrenju njenih platen zastavljal vprašanja. Priznati moramo, da iz njenih del seva večno vprašanje. Zakaj morajo dekletca po svetu toliko trpeti? Galeriji Družina vse čestitke, da je pogumno razstavila slike, ki segajo do dna človeškega trpljenja in spraševanja. S tem je razstava tudi uradno odprta.